Približno 13:30 je v Tallahasseeju na Floridi, kjer bo klic o goli ženski policiste pripeljal do grozljivega prizora. Hej, Rios, pridi zadaj. Potrebovali bomo pomoč. Nočem slišati o pomoči. Kaj ste potrebovali? Daj eno. Pozdravljeni. Gospa. Usta bodo zahtevna. Policija najde 58-letno Arlene Tucker, golo in tavajočo po soseski. Ko pa policisti poskušajo spraviti Arlene Tucker nazaj v hišo in jo obleči, bodo kmalu izvedeli, da je javna nespodobnost najmanjši od domnevnih zločinov njihovih osumljencev. Lahko grem. Gospa. Gospa, kaj lahko storimo za vas? Zakaj ste zunaj goli? John, potrebuješ, da prideva še dva. Šla bom s tabo prostovoljno. In povem ti. Gospod. Kako boš pa vedel, zakaj sem tukaj zunaj? Svobodna volja. To moramo rešiti. Preden lahko nadaljujem in te ubijem. Lahko ti prinesemo odejo. Zame zdaj ne morete narediti ničesar, gospod policist. To je problem. Nimam svobodne volje. Nisem. Tako ti jim. Kaj je? Tampa. Tukaj živiš. Lahko ti prinesemo nekaj oblačil, nekaj, da se pokriješ. Pridi, pojdiva tja. Pridi, grem s tabo. Je to tvoja hiša tukaj? Očitno gre za Arlene Tucker, tako je. Ste vi, gospa Tuckerjeva? Da. Ste? V redu, gospa Tuckerjeva. Lahko priskrbimo nekaj oblačil za vas. Pojdite z mano. No, draga, moramo ti obleči nekaj oblačil, prav? Ne moremo biti zunaj brez oblačil. Lahko vsaj stopimo v hišo? Policija je tukaj izrezala zvok, vendar je glede na zapriseženo izjavo o utemeljenem sumu Arlene med vstopom v hišo domnevno povedala policistom, da je, citiram, storila hudo kaznivo dejanje in jih pozvala, naj jo odpeljejo na policijsko postajo. Pridi, obleci si nekaj, obleci si kopalni plašč. V redu. Pridi, grem s tabo. Ne skrbi, dobila boš kopalni plašč. Poskrbela bom zate. Pridi. Bili ste zelo prijazni. Cenim vas vse. To ni igra. To je resnično. Da, gospa. Kaj pa je to tukaj? Ko so vstopili, so preiskovalci povedali, da so na tleh približno 2 do 3 metre od vhodnih vrat hiše našli organ, za katerega so kasneje potrdili, citiram, da gre za večji del srca. Kaj je narobe? Kaj pa je to tukaj? Hočeš počakati tukaj, pa videti, če lahko tukaj zadnji kaj prinesem? Dobro opravljeno. Hello? Je še kdo tukaj s tabo? A si samo ti? Halo? O, moj bog. Pokliči Narnika. Le nekaj korakov stran, eden od policistov najde Arlenejno ostarelo mater, Lucille Tucker, mrtvo z očitnimi poškodbami na prsih. Policija je povedala, da so v osumljenčevi spalnici kasneje našli tudi nož, skupaj sledovi krvi na različnih mestih po hiši. Sedi. Samo uporabim metaforo in... Poskrbi za to. Poskrbi za to. V redu. Samo bomo šli sem. V redu, bil si... Pejmo samo sem. Tako, izvoli, tukaj, držim te. Ja, mislim, da smo s tem obrazcem končali. Prav, če lahko tam ne sedeš zanje, v redu. Klopimo kamero. Arlene je varno nameščena v policijskem avtomobilu, medtem ko policisti poskušajo ugotoviti, kaj se je tukaj zgodilo. Šel sem noter z gasilci, da preverim signal 7. Hladna je na vtip, toga. Ima rigor mortis, lividnost. Vse to je že bilo povedano. Torej vsi vemo. Kaj pa vi gledate? Torej imamo pridržano osebo v avtu, to je tista gola oseba, zaradi katere so ljudje prvotno klicali. Pravilno. Torej so jo pridržali, nato pa so opravili varnostni pregled.
Imeli so jo in so poskušali to dobiti, ugotovili so, da živi tukaj. Dobili so jo. Oh ne, nisem bil zunaj zaradi veselja. Hej, zakaj to praviš? Dodaj sebe in 739 k temu. Torej so bili prvotno tukaj zaradi gole dame na ulici. Prav. Ugotovili so, da je živela tukaj, v tem. Pripeljali so jo domov, poskušali so to žagati na tleh, pa sem si rekel, kaj za vraga. Našli so jo mrtvo v spalici. Rios in Handri. Še niso imeli je v lisicah. Tudi zdaj ni v lisicah. Nazaj pri Jedlini. Kamera patruljnega avtomobila jo ujame, ko daje, recimo temu, nenavadne izjave. Zato je treba plačati ceno. Obožujem njeno temnopoltnost. Ni vedela, kako temnopolta in lepa je bila. Jaz kot jama in nisem vedela, kako lepe so bile. Morala sem uničiti celotno vesolje. Tiho, dekle, dekle, mi nesmrtnih, mi ničesar. Mi Herkula, mi Atlantide, mi Iside. Do smrti. Draga. Torej so 4. Se je končalo z ljubeznijo. Jaz sem hladnokrvna morilka. Najbolje, da to veš. Jaz in moj mož. No, kdorkoli že si. Centejnu polta. Ravni lašje, modre oči. Zelo bela. Prva ženska. Crna DEANH. No, mož, ščerina. Govorimo o tem pigmentu. Pigmentna dinamika. Afrika. Ukradli so nam rojstno pravico. Ja, res so jo. Poznam vso zgodovino, ljudje. Ja, vse poznam. Jaz sem atomska bomba. Bog, pravkar me bodo popolnoma uničili. In to sprejemam. Sprejmi to. Vzem to za svoje. Vzem si to. Prekleto. Uniči vesolje, planet, zemljo. Zdaj razstrelite tistega prekleteža. Imaš past v policijskem avtu, zato veš, da sem to jaz. Misliš, da ne? Sem v najmočnejšem varnostnem oklepu. Zato razstrelite tega prekleteža. In to bomo zaključili z ljubeznijo. Ljubezen. Zaključiti moraš z ljubeznijo. Ne bom se ničesar dotaknila, nič naredila. Ljubezen. Ustrelil sem šerifa, ampak nisem ustrelil dostojanstva. Kaj delaš na robotu? Končno svoboden. Hvala Bogu vsemogočnemu. Smo svobodni, ljudje so svobodni. Pravkar smo ušli banditu. Zapustili so nas. Samo kažem vam, da sem svobodna. To je zadnje dejanje prijaznosti za nastanek vesolja. Vzemi moje srce in ga ustavi. In moja mama. In moja mama, mamica, ženska, moja mama, mamica. To je zato, ker nikoli nisem ubila svoje mame. Njeno srce še vedno bije zdaj, ampak vi tega ne veste. Zato. To je konec. Vse vas imam rada. Nenehno sem jih slišala, kako kličejo in govorijo. Kličejo moje ime. Prihajalo je iz srca. Res nisem mogla. Prekleto. Ljubezen. Mogoče mala morilka.
To vse vleče gor v atomsko bombo. Kar sem jaz. Moramo iti. Robot. Družinski člani so kasneje policiji povedali, da je bila Erlin vsaj 2-krat hospitalizirana zaradi težav z duševnim zdravjem in da se je približno leto prej preselila v Tallahassee, da bi pomagala skrbeti za svojo mamo. Potovala sem po svetu. Vsi me hočejo poznati. Vsi hočejo biti kot jaz. Vsi me hočejo poznati. Vsi hočejo biti kot jaz. Vsak prekleti človek. Belka. Vsi hočejo biti kot ti, kot jaz, prositi. Ampak glej, ne strašni Rastafaraj na Islandiji, C.E. Marvin spet. Ampak Marisesov Toka, Lucille May Tucker, Fayette, Bumba fant in vsi tisti fantje iz telesa, naj gre moja figa. Vsi bodo prenovljeni. Ne boste imeli nobenega spomina na nič. Vsi boste čisti, sveži in brezmadežni, kot sveže zapadel sneg. Beli in lepi, tako kot naj bi bili ustvarjeni. To mi je bilo ukradeno. Ni sovraštva, ki bi ga ljubila. Ljudje, rada imam vse. Ne glede na to, kaj zdaj rečem, ne glede na to, kako jezna postanem, je tako, kot je. Veste to. Ne bežite odprto, ne zapirajte, ne zaprite nazaj, ker nisem naredila prav. Naredila sem prav. Tako je, kot je, ne morete tega ustaviti. Nato Orlene odpeljejo na policijsko postajo, kjer jo detektivi poskušajo zaslišati. Poglejmo, kako bo to potekalo. Čeprav sem vam pravkar povedala, da smo vsi skupaj v Limiksu. Rada vas imam. In vse sem pokakala. Ja, sem detektiv Collins iz policijske uprave. Da. Vidiš? Moram povedati, kaj mislim. Tudi ti moraš povedati, kaj misliš. Ja, to je zadnji znakovni jezik. To je tisto, kar počnemo. Tiho. In sama sebi govorim, da bom vse povedala na glas. Naj bo tiho. Mačja volna, šmrjeva ura. Te lahko ubijem, če boš povedala. To pomeni ta znakovni jezik. Prvič se učim znakovnega jezika. Sem Si. s tem. Mačja volna, bumbarjeva ura. Povej mi, ubijte. VSACNA. Še vedno pojdi ven z orlovim očesom. Ves čas v avtu. Orlovo oko, sledi mi, kri in ogenj. Rad bi ti postavil nekaj vprašanj, ne vem. Govoril sem z nekaterimi resnimi ljudmi. Še vedno delaš podobno kot zdaj. Redo. Pred časom v okrožju Palm Beach mislim, da si šel v bolnišnico. Veš, kje si trenutno? Jo! Kje? To počnem, ker nas stvarnik ocenjuje. Potem pa veš, kje si trenutno? Ja, na policijski postaji, prav, tako je. Ne, realno. No. Sam nisem ravno zbran. Kako si? Roka na glavi, roke ven. Zakaj bi torej svojo zgodbo povedala belcu? Kakšen smisel ima to? Prav. No, samo govorim o tem. Svoje zgodbe ne morem povedati belcu. Preprosto ne morem. Prav. Ne. Samo o bolnišnici sem govorila. Ni mi mar. Prijatelj, moraš iti. Vidiš, nič takega, da bi te morala prekinjati. Moraš pobrati svoje stvari, jebelo. Ni me briga, kako prijazna si, prasica. Poberi se od tu. Svojo zgodbo ne bom pripovedovala belcu. Pika. Konec. Postavi temnopolto osebo pred me in ti povem, kaj se je zgodilo. Ker jim najbolj zaupam. V redu. Vem, da moram to narediti, da vam bom na koncu zaupala in vam povedala svojo zgodbo. Moram se naučiti to narediti. Kaj pa, če to vse naredim, vi pa me še vedno prevarate? Vidiš, kako brcaš z nogo in se treseš? Ne. Vidiš, o čem govorim? Ne morem tega narediti. Ne, ne. Še vedno tega ne morem narediti. Pusti, da vidim, če lahko dobim, ker to ni njegova zgodba. Moram se pobrati od tukaj. V redu. Še vedno zobje, hieroglifi, vse mogoče. To ste vi naredili. Bog, usmili se. Gospod Jezus Kristus,
to bo šlo naprej. Treba je prideti stvari do dna. Dej no, ljudje še vedno vidijo, trenutno se vse kadi okoli mene. Detektiv izpolni Erlenino prošnjo in pošlje še enega preiskovalca, ki ponovno poskuša prepričati osumljenca. Kaj misliš, da se bo zgodilo? Kdo bo skočil skozi obroč? Kerugani, kaj? Veš, kaj smo se naučili? Ne more biti uničeno. Samo želimo se vrniti noter in to ponoviti, črnec. Hej, gospa Taka, kako ste? Hej! Hej, jaz sem detektiv Bruce in to je detektiv Tyler Howard. Kako ste? Želite, da kaj kupim? Potem, kar sem izvedela, kar sem raziskovala, vidim, da sem belka. In morala bi se odpovedati svoji moči in nadzoru v prid temnopoltemu moškemu. Misliš, da bom to naredila? Prepusti to usodi. Ne zdi se mi, da imam na tabo kakršenkoli nadzor. Poglej, Belo. Ne, sem že imela. Na podlagi tega, kar sem se naučila, vse je bilo noro. Zdaj želiš, da to izročim temnopoltemu moškemu. Samo bel moški govori. Želiš, da to izročim temnopoltemu moškemu? On ima še vedno moč, ker me ima še vedno tukaj priklenjeno v verige. Nočem se vrniti k takšnemu življenju. Spomnim se, ko sem bila z Michaelom Jacksonom. Imela sem tistega otroka, ker veš, ne vem, imela sem otroka z Michaelom Jacksonom. Videla sem pesem zanj. Napisala sem njegovo pesem in rekla, da je vse ukradel. Ne kiči me narobe. V tej, kolikor se spomnim, vem, da so moje ustnice bele in ne delam znakovnih ravni. Ni mi mar, kaj počneš, samo povem ti. Njegovo zgodbo, kdo je? Zgleda kot zgodba belega moškega. Izgledalo je, kot da poznam svojo zgodbo. Rad bi se pogovoril s tabo o tem, kaj se je danes zgodilo. Kaj? Kaj se je danes zgodilo? Rad bi se pogovoril s tabo o tem, kaj se je zgodilo. Kako za vraga? Čeprav preiskovalci nekatere zvočne posnetke prikrijejo, v zapriseženi izjavi za utemeljitev suma piše: Erlen je med več kot 7 urami v zasliševalnici večkrat priznala, da je ubila svojo mater, vključno s tem, da je omenila, da ji je izrezala srce. Citiram: Preglej ga. A želiš govoriti z mano o tem? Ne je tako, kot je. V redu. Ni treba hoditi sem in tja. Zavedam se in vidim, da se vse vrne k meni. Krog življenja. Ne more biti uničeno. Ne more. Počakaj trenutek. Ali potrebuješ, da kaj prinesem? Kaj torej želiš povedati? Odpeljete me v zapor za vedno, za celo življenje. Uničili ste me, ubili ste me. Še naprej to počnete. Ne vem kaj. Ni tako, da bom šla tja ven in še vedno ne morem se vrniti. S tem nimam nobenih težav. To že vem. Erlen Tucker se ne more vrniti. Ne morem se nikamor vrniti v vesolje. Moram biti ubita. Moram biti uničena. Voda? Ja? Ostalo mi je samo še eno dete. A ni? Ne! Hočeš malo vode? Poskušam ugotoviti, ali vam zaupam in vem, da me ne boste zastrupili. Ja, vzela bom malo vode. Ja. Hočeš hladno ali sobne temperature? Ja, vem, da ne morem biti. To smo ugotovili in že smo vse razstrelili. Si lačna? Jaz sem izjemno lačna. Vredo. Ja, želim tisto vodo. Zdaj bom dokončala zgodbo. V redu. Bom pogledal, če ti lahko prinesem kaj za jest, prav? Nekaj. Draga, stopi tja gor. Prav. Počakaj! Prevzemi svoje naročilo! Ja, v redu sem. Svojemu dragemu bom zagotovila spoštovanje. Dragi, spoštujem te do konca. Prav ti bom ta stol, prav? Tako se spopadam z vsem v svetilki, vse utripa. Tako je vse postalo to, kar je. To je napev. Ja, dovoli, da ti poskušam pomagati. Tukaj spet prihaja ta džin.
Zakaj mora biti vedno on tisti, ki se vrača, da me osvobodi? Beli džin. O ja. Moral bi sposoben ostati nekaj časa. Nočem belega džina. Prosim. Si v redu. Odnesi tega belega džina stran od tot. To! Ostrani to od tuki. Hočem, da gre ven. Ne bo učel. Veš zakaj? Ker sem še ena belka. Zaupam mu. Rada vas imam. Ampak veste, njega pustite ji, da dokonča svojo zgodbo. On je zadnji tukaj noter. Moram videti črni obraz. Moram povedati zgodbo o Blackfaceu. Peljemo se v zapor, prav? Naredi mi uslugo. Lahko ostaneš ali se premakneš? V redu, gospa Tucker, prej, ko boste sodelovali, prej vas bomo lahko spravili ven in iz teh lisic, prav? Ena je na stolu, prav? Ja, v redu. Najprej vas bom uklenil. Ne počite ničesar neumnega, da ne dobim še kakšnih obtožb, v redu? Kar vstanite in dajte roke za hrbet. Kako si, prijatelj? Dajte roko nazaj. Počakajte. Čakajte. Tega ne bom počel s tabo. Bom Neumann. Prav. Nič se ne bo zgodilo. Prav? Zakaj moram biti tako obravnavana? No, začel se je oddaljevati in to mi ni všeč. Zakaj moram biti tako obravnavana? Ker se ne premikaj. Zakaj sem tako obravnavana? Poskušam. Samo sprosti se. Samo sprosti se. Samo sprosti se. Polej. Sprosti se. Ne napenaj se. Ne umikaj se. Moč razumeti, resne obtožbe so, zato ne vem, kakšni so tvoji nameni, prav? Erlen je bila obtožena umora prve stopnje. Po spletnih zapisih je 58-letna obtoženka se je glede obtožbe izrekla za nedolžno. Kasneje je bila opravljena obravnava o njeni sposobnosti za sojenje in bila je spoznana za nekrivo zaradi neprištevnosti, preden so jo poslali v oddelek za otroke in družine. Ne, tudi to ni pomembno. Slišal sem, kako je Počilova. Ne. To je dvojka pri tem prinašanju. Škafi poskuša ne zategniti preveč, mislim, da mora malo popustiti, preden se bo sprostilo. Pusti, da vidim, če ga lahko spustim dol na ostalo, ker je veliko dela. Počakaj. Ampak, gospa, imamo težave z lisicami, prav? Ne poskušamo vas, verjetno boli, ampak vas ne poskušamo poškodovati. Potisnite ga dol in potem dol proti njeni roki. Samo, da je malo več. Naročite se zdaj za lažji dostop do najnovejših vsebin Law and Crime Bodycam.